Dobrodošli na planini Polog. Ok, pa dobro. Jezero v lužnici. Joj, cerkvica. Živijo. Jaz sem spet v raju, oziroma v dolini Tolminke sem. In danes gremo eno turo, ki sem si jo zamislil že prejšnjič, ko sem bil tlele, ko sem delal dvodnevno, ko sem bil 2 dni tle, no. Ampak takrat je bilo še toliko snega, da ni šlo. Tako da grem danes. Tukaj bom krenil gor na planino Lašca, pa pol na Zgornjo Lašco, pa tam proti piramidi oziroma vrhu nad Peski, pa mogoče pa še Batognico in potem mimo jezera v lužnici dol nazaj proti Javorci in krog bo sklenjen. Pejte z mano, super bo. Tukaj že tako na izhodišču imate bunker, ki vam ga priporočam, da si ga pogledate. Ampak danes si ga jaz ne bom, ker sem prejšnjič, ko sem bil tle, bom dal desno gor link od videa, pa si lahko malo bolj podrobno tole dolino Tolminke pogledate. Sem naredil 2-dnevni izlet. Malo pred tole hišami nas pa tudi tukaj pot popelje je še en bunker iz časa Rapalske meje. Pol je pa še en bunker, je pa tam dol, ga pa še nisem obiskal, mi je pa zadnjič, pa se ne spomnim, kdo mi je povedal, da je tam še en bunker. Tist kup tamle na konc pašnika je verjetno bunker, ne. Bom tudi danes ne bom šel pogledat, ker sem že tako malo pozen. Pičimo kar po začrtani poti. Ja, dobrodošli na planini Polog. No, saj tukaj je tudi znak za bunker. Tlele pa sir delajo. No, tukaj bomo šli gor. Planina Lašca je tamle nekje na sredini ekrana, sam od zadaj. Tukaj je ena od poti, gre tukaj levo, pa potem gozdu gor. Ta druga gre pa, sem jo pa dal skozi v prejšnjem videu, ker sem dal že prej link, sem šel pa z druge strani gor. Tukaj na konc travnika pičimo goste, pa to nemarkirana potka, po kateri grem prvič, tako da sem verjetno malo lovil skupaj z vami. Ja, se tam lepa, mislim, da se mu lotira videti. Tukaj je v bistvu taka potka, ni glih ne vem koliko vidna, ampak v gozdu, pol ko pride v gozd, se da dosti hitro najdeti. In gremo gor. Kakšni ogromni balvani. Vmes se mi je potka malo izgubila, zdaj mislim, da sem spet našel. Glavno za tiste, ki ste vajeni hoje samo po markiranih poteh, bo tole mogoče malo stresno, ampak če imate malo orientacije, ne bo panike. Sem pa kaj se naleti še nekakšnega možica, tako da se ve, da si na pravi poti. Že naslednji trenutek, ko misliš, da si na ta pravi poti, se zgubiš, pa pol malo tavaš, pa v mojem primeru spet najdeš nekaj, kaj ne bi bila potka. Vrat so možici super postavljeni, se praktično ves čas vidi od enega do drugega, ampak pot se bo pa, če se bo zgubila takole, ker sonce pride skozi krošnje in pa se ne vidi poti po možicu naprej, ampak se da najdeti. Tule pa tudi izgleda kar malo izziva, sem tamle izgleda kar uredno. Drugače pa zelo strma pot in
kar švicaš. Je tale pot za kakšen družinski izlet glih ni, no. Če imate pa radi brez pote, je pa tole top. Glavno, zdaj moram tlele prečeti tole, pa tam po gozdu nekam tale gor. Razgled je pa dober, ne? Ja, najbrž bi bilo sicer boljše tamle, ko sem prišel na to melišče oziroma po te skale, da bi se malo spustil pod skale, pa prečil se skup pod skalam, pa se pol po tej grapi gor pospel, ker zdaj sem spet na markirani označeni poti z Možici. V glavnem, zdaj grem sam gor, po mojem še 20 minut, pa smo na planini Lašca. Pa kar naenkrat prideš na tako lepo potko. Vprašanje za koliko časa je lepa. Ja, počasi prihajamo na planino. Je pa tem, ko smo tisto hudourniško strugo, ko sem prečil, je kar dobre pol urce, da sem na gor. Kar dobro, ne? Med drugim tudi danes pričakujem, da bomo kar nekaj rožic pa tega videli. Sploh na zgornji planini. Ja, to je pa zdaj planina Lašca. Nič ni videl, da je krave tle. No, razgled je pa takle. Še ena panorama planina malo višji, tamle čez, verjetno vidite, ko se streha svetlika, ena lovska koča na poti od prehodcev proti planini Razor. Tamle gor so prehodci, se tudi verjetno pot vidi, gre po Molateri gor, mi gremo pa kale gor. Prihajamo spet v bistvu na tisto hudourniško strugo, ki sem jo prej prečil, tako da če bi po uni šli skozi gora, ne, bi tudi tamle nekje bi gor prišel. Pol naprej gor. Kva malce po poti, ja? Jagode. Koliko lepo cveti šipek, ja? Telem pobočje gor, sledimo sam Molateri, ki je sicer zaraščen, ampak lepa. In pa še naprej gor. Takele, ne vem, kako temu rekel, mostički niso, ampak prehodi, ki so jih zložili s kamno, so mi pa neverjetni. Gremo pa zgledati semle, nekaj je levo, ki sem prej posnel. Tiste tam gore po mojem rdeči rob. Ja, pa kakšen pogled. Še ne tako zelo dolg nazaj, sem bil pa tamle dol. Ok, je pa dober, a? Glih en košček rdečega roba se vidi. Kaj je pa fantastično tle. Zdaj smo počasi poslovili od doline Tolminke za nekaj časa. Pa gremo proti Krnu oziroma dolini Peski. Kakšna lepa ravnica za kemp postaviti. Pa zelo zanimivo, da je
Prav po Molateri je največ cvetlic. Noč je veliko manj. Zdaj se je pa en tak zelo oster preklop naredil iz travnatih pobočij na melišča. Je pa še en tak iztek za tele plazove pa spomladansko vodo. Tole gor se pa že en konček tistega velikega spomenika vidi. Tam pri piramidi. Dobrih 100 let staro železje. Slišim pavčke. Zdaj pa tle pri spomeniku sem pa malo krepčal, nekaj pojedel. Pa počas naprej. Prvi sneg danes. Vrhovi so že v oblakih. Je pa tukaj tudi križišče, kjer se gre desno dol proti Prehodcem pa Krnskemu jezeru pa tako. Kaj naprej pa proti Krnu. Mi gremo pa tole proti Krnu, ampak tamle pod peski bom že levo dol zdaj bil v dolini. Tukaj je bilo pa tudi en kup stavb, so imeli tlele med drugo vojno. Gor bom še malo posnel. Tukaj je mogla biti ena fina kasarna. Tamle gor. Tudi ovce so tamle gor. Glede na to, da našel vrh nad peski, pa na Batoknico zaradi vremena, ne. Sem rekel, sem pa semle do teh ruševin, ostankov uspel. Čeprav les po tleh, do teh stavb, ki so jih imel, ne, je malo izolacije bilo od mrzlih tal. Kakšni lepi, kako se temu reče, otočki z rožicami. Grem pa prvič tlele, vsaj v to smer, v drugo smer, sem že nekajkrat hodil, ole še rožic. Tlele pa prvič. Tole pa dolina pod peski, jezero v Lužnici tamle dol vidite. Dol pa dolina naprej. Ravno z Batoknica, tamle desno, pa vrh nad peski. Sem se glih par dni nazaj sem bil na Krnu, pa sem se hvalil, koliko je lep vreme, da že dolgo nisem imel toliko lepega vremena tle. Evo, pa sem spet v megli. Ja, bom kar tlele dol šel v dolino. Glede na to sem mislil iti sicer na ono stran pa po celi dolini dol, ampak ne vidim smisla glede na to, da je megla. Tako bi si tle sploh šetal in tlele dol nekaj mahnil. Malo bo treba kamenčke dati ven. Rad sem pa prišel dol. Takole, čevlji so spet tako, kot morajo biti, brez peska.
Ene par klopov sem si našel na nogah in gremo naprej. Sem pa zdaj razmišljal, da sem v bistvu prvič tlele res polet. Bil sem več ali manj pozim, ene parkrat pa jesen, polet pa še ne. Evo ga, jezero v Lužnici, eno izmed 3 krnskih jezer. Ja, tako lepo od jezerčka do planine Kuhinje ni daleč. No, tle se pa še boljš vidi. Pa jezerce v Lužnici. Gremo kele gor proti sedlu. Tele rdeče skale pa počas nakazuje, da se bližamo rdečemu robu. Evo ga, še ta zadnji pogled na jezero. Tamle na eno stran se pa rdeči rob vidi, vidite, tole rdečo goro. Prej smo bili na drugi strani, oziroma tam levo od nje. Pa kele dol. Se mi zdi, da polet tale rdeča barva še bolj izstopa, ko pozimi. Tako se mi izgleda obrambni zid. Avstro-Ogrska vojska. Če bi tlele Italijani kaj gor probali prijeti, se verjetno so kaj probali. Sicer sem mislil tamle malo nižje levo zaviti proti, ne vem, ko se že imenuje, ampak najvišja pašna planina v Posočju, ampak enkrat vem, da sem tlele prišel, ker sem falal eno pot, tako da po manj kar dole šel. Ker so mi glih pokosili. Betognica pa krn v oblakih. Tam bomo pa eno panoramco naredili. Evo, tle smo prišli. Tole že poznamo, ne? Pa planine. Jur zadnji, Kolovrat, tole je vas Krn, tole je pa Mrzlji vrh, kjer je tudi Soška fronta itak gor potekala. Zase ene 2 let so se tolkali, pa so bili ene 20 metrov drug drugemu, pa se ni nič premaknili. Tlele zadnji je pa ta najvišja pašna planina. Gremo naprej. Ja, tole pride pa potka z onih krnskih planin. To je pa ta najvišja pašna planina. Sam še ime preberem, pa vam povem. Smo pa v bistvu direkt nad avtom. Tale plaz je direkt nasprota, ne. Za drugo svetovno vojno. Ja, na telem koritu piše planina Medare je to, sicer tudi piše na koritu, da je Javorca levo, ampak ne poznam te poti, ne bom zdaj tle dol lezel, ali pa ne bi probavil, oziroma izzivu sreče, grem kar po preverjeni poti. Sem pogledal na mapo, pa bi res lahko po levi strani tale hrib obšli, pa eno planino bi tudi spustili. Ampak glede na to, da imam še veliko časa, sem rekel, grem kar po daljši poti. Se
opravičujem za napako, tole je planina Sleme, tam je bila pa tabla za planino Medrje, na katero bi prišli, če bi obšli tale hrib po levi. Tako da planina Sleme je najvišja planina, pašna. Evo, spet mrzli vrh nasprot. Pa naša pot za dol. Tale pot ni ne vem kvana, tako da je v redu, ko vam bom pokazal še eno planino, ampak drugače pa bi bilo pa bolj smotrno tam iti po oni strani v bližnjici, no, tako. Sigurno bolj lepš pot. Evo, tukaj pa še malo nižji dol, pa še ena planina, pa tamle po rovinku se desno zavije tudi za vas kar, no, ker ste lahko peš tukaj, da mi imamo pa tlele levo zavil proti planini Medrje. Ja, imel sem pa tudi eno idejo zjutraj, da bi šel s tem šatlom, turističnim šatlom do Javorce, pa bi avto pustil v Tolminu, oziroma za Tolminu, in bi pol čez tole mrzlo goro oziroma mrzel vrh se spustil za Tolmin, ampak je bil šatl zjutraj poln, tako da sem šel do Javorce, ne. Tole je pa planina Medrje. Dober razgled ima, Tukaj kar čez pašnik, takole po diagonali dol usekamo. Pa je tam pol cesta, ki nas pelje do naslednje planine. Evo, tole je naslednja planina. Gremo pa lahko kar tukaj gor nad njo, pa pol je naprej pot na lev stran planine gledano dol. Tole je pa še zadnja planina, pa smo pa že na Javorci. No, tole se pa pasel malo splakant. Pol pa itak grem še na Sotoče se noter vršiti. Evo je cerkvica Javorca. Pa še do avta. Se pa dogaja glih Soča outdoor festival, tako da možno tudi zato, da so tistole kosil gor, ki sem jaz danes uporabil. Evo, tole pa obvoznico okoli, oziroma mimo Tolmina delajo. Če še niste bili na Sotoču, levo preteče Tolminka, desna Soča. Jaz grem v Sočo, ki je bolj topla. Ja, takole, pri koncu smo še ene fantastične ture, ne. Fizično je kar precej zahtevna, vsaj meni je bila danes, sem se kar tamle pri ta prvem vzponu sem se kar matral. Drugače pa pol, ko se enkrat pride gor na Lašco, pa po Maloterah naprej je pa super, no. Škoda zaradi megle gor na vrh, ampak tako pač je. Drugače pa tura celodnevna, podrobnosti bom dal v opis. Tehnično je v bistvu enostavna, nobenega tazga zelo izpostavljenega dela. To je to.
hvala vam, ker ste ostali z mano do konca, ker spremljate moj kanal, ker greste v naravo, ker uživate. To je to. Imejte lep dan še naprej, kmalu se vidimo. Čau!